Torej, en lep pozdrav, sestra Barbara. Živijo, Ambrož. Živijo in lep pozdrav tudi vsem, ki nam sledite. Živijo, In sestra Barbara, kako si? kar dober. Pa ti? Joj, veš, mene pa kar nekaj pesti noter. Joj, Ambrož, pa ne boš rekel, da je to slučajno osamljenost? Ja, iskren povedan je. Mi pa res zanimivo gledati, koliko časa je osamljenost že na svetu, da nismo še izumili kakega zdravila proti temu. Sej zdravilo že obstaja. Samo, ja, mogoče smo pozabili na njega. Pa ja, ne misliš, da je to Jezus? Ja, točno to. Celo svoje življenje je dal za to, da smo prišli do tega zdravila. Ja? Glej, ja, če smo z Jezusom, ki smo povezani v odnosu z njim, nas on poveže tudi z drugimi. In to je to, ven iz osamljenosti. Pa mogoče poznaš kakšno osebo, ki nam bi lahko, ne vem, več povedal o tej tematiki? Mislim, da bi bil pater Damjan Ristič dober za to. Ja, potem pa najbolj, da mu kar prisluhneva. Dragi prijateljic in duhovatci na duhovnih vajah, teh nekoliko drugačnih, kot ste na začetku načrtovali, lepo pozdravljeni, sem pater Damjan Ristič in sem jezuit iz jezuitskega kolegija v Ljubljani, ki je trenutno svojevrstna mednarodna karantena jezuitov, slovenskih študentov in pa tujih študentov, ki so obtičali tukaj. Evharistija pomeni, ugotovili ste, v grščini je to beseda, ki pomeni zahvala. Zahvala ali ne pomeni Evharistija tudi maša, ali ne pomeni oltarni zakrament, ali navzočnost Jezusovega telesa in krvi med nami. Ja, tudi to je del tega, kaj Evharistija v resnici je, gre za širšo stvarnost. Vendar, preden spregovorimo o teh stvarih, spregovorimo nekaj več o Evharistiji nasploh in skušamo razumeti, v čem je to, da smo hvaležni in komu smo hvaležni. Si predstavljate, da je hvaležnost način bivanja? Kako bi to izgledalo? To pomeni, da živimo tako, da globoko v sebi gojimo hvaležnost za vsako stvar. Osnovna hvaležnost, zdaj grem k temu, kar je bistveno. Osnovna hvaležnost kristjanom je v tem, da po Jezusu živimo v miru in spravljeni z Bogom, brez strahu. Bog je z nami in je v nas, je vedno in povsod. In ta navzočnost Boga, ali pa Božja navzočnost, se imenuje ljubezen. Drugače povedano, Bog nas ima rad, Bog nas ljubi. Ali ni to najgloblji razlog za to, da se zahvaljujemo? Ali ni to najgloblji razlog za to, kar imenujemo Evharistija? Ko postane hvaležnost del našega bivanja, našega duha, se vse stvari, lepe in tudi težke, lahko sprejmejo, lahko jih sprejmemo s hvaležnostjo. Verjamemo namreč, da ima Bog, ki nas ljubi, z nami dober namen. Ne glede na vse. Hvaležnost in Evharistija, oziroma Evharistija tudi kot praznovanje hvaležnosti, sta naš odgovor na ljubezen. To je čisto naravno. Pomisli, ko veš, da te nekdo iz srca ljubi in te želi dobro, iz srca, ne taktično, metodično, ampak res, nekdo te ima res rad, kako se počutiš? Verjetno si za to hvaležna. Kako pa se počutiš, ko pomisliš na to, da te ljubi Bog sam? Odgovor je na dlani. Hvaležno
hvaležnega, pa vendar ni čisto na dlani, če si priznamo. Čeprav nam je Bog izvirni greh izbrisal, ga ne šteje, so pa njegovi učinki v nas še vedno delujoči, dejavni. Povzročajo nekaj, kar nasprotuje hvaležnosti. In sicer je ta nasprotni vzgib se imenuje, lahko rečemo, nehvaležnost, ampak nehvaležnost pa izhaja iz nezaupanja. To se pravi, obratno od Evharistije je nezaupanje. Recimo, da ti rečem, da te ljubim, in mogoče to zares mislim, prav resno to mislim, pa boš rekel, najbrž, mogoče ja, mogoče ne. Nezaupanje. Se pravi, hvaležnost lahko je nekje tukaj, je navzoča, ampak ni pa prisotna. Če tudi nam je Jezus sam rekel, da so nam odpuščeni grehi, da nas ljubi, kakor nas Oče ljubi, mu pogosto ne verjamemo, mu ne zaupamo. In tukaj pride na vrsto nekaj, kar nam pomaga. To pa je sakrament, praznovanje sakramenta Evharistije. Ker smo ljudje potrebujemo ne samo zagotovilo ljubezni s pomočjo besed, ne samo ljubim te, temveč tudi s pomočjo dejanj. Na Gorenjskem ljudje drug drugemu ne rečemo ljubim te, pač pa rečemo pusti bom jaz. To je globoka stvar, se pravi, z dejanjem bom pokazal, kaj mi pomeniš. Z dejanjem bom pokazal, da te imam rad. No in tudi Jezus nam je zapustil neko dejanje, nek obred, neko delo, liturgija je pomeni delo, ki nam pomaga, da ponovno ali pa globlje zaupamo v njegovo ljubezen. In seveda gre za mašo, gre za obred Evharistije, obred hvaležnosti. Kaj se zgodi? Jezus, ko darujemo kruh in vino, Jezus na še en način, oziroma na drugačen način postane navzoč med nami, tako kot je bil navzoč med nami, še ko je bil med apostoli in tako naprej, pa posebej tudi seveda, ko je bil mučen in umorjen na križu in njegova ljubezen je premagala naš dvom, naše nezaupanje in naše grehe. To je tisto dejanje, pravzaprav, ki nas spominja na Božjo ljubezen. In ko to razumemo, takrat se v nas prebudi nekaj, kar se imenuje Evharistija. Maša je tudi seveda sakrament, se pravi Kristusova navzočnost, ki se jo praznuje v skupnosti. Jezus ni umrl samo zame, ampak seveda zame tudi, ampak za vse nas. In tukaj imamo še ta skupnostni vidik Evharistije. Ta je lahko vezan na mašo, lahko pa je vezan tudi na skupno molitev. Spomnite se, kaj je rekel Jezus, je rekel, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Zdaj se nahajamo v tem čudnem času v cerkvi, ko maše ali praznovanje, skupnega praznovanja Evharistije, tako kot jo je naročil Jezus, da ne delamo to v njegov spomin, ne obhajamo več. Dokler traja ta karantena in bolezen, bomo morali na nek način potrpeti in počakati in mogoče še bolj hrepeneti potem, da pridemo skupaj in se združimo z Jezusom in drug z drugim na ta sakramentalni način. Ampak Evharistija naj ne ugasne v nas, hvaležnost naj v nas ne ugasne, pač pa ne najde druge poti. Odkrivamo lahko zdaj v tem času, kako pa smo lahko Bogu hvaležni in zakaj smo mu hvaležni. Jaz sem hvaležen tudi za tale trenutek, ko z vami lahko delim nekaj teh misli, za katere upam, da vam bodo pomagale ne samo zdaj, ampak tudi naprej v življenju, da bomo skupaj živeli kot hvaležni ljudje, kot hvaležno ljudstvo. Jezus, si res navzoč v hostiji? Ne vidim te, ne čutim te, kako naj verjamem? Se takšne misli kdaj prikradajo tudi tebi?
Z Bogom smo lahko zelo iskreni. Kadar nam je težko verjeti, mu lahko preprosto rečemo: ne zmorem, pomagaj moji šibki veri. In to je zanj dovolj, da mu odpremo srce. Ko Bog prihaja k nam pri sveti maši, to, kar lahko vedno naredimo, je, da mu pripovedujemo, da mu predstavimo svoje življenje, da mu povemo, kako se počutimo. Tudi sama mu povem, kaj mi je težko, zakaj sem hvaležna, česa me je strah, kakšno delo me čaka, kakšne odločitve so pred mano. Izročamo odnose, tiste lepe, tudi težke, izročamo ljudi, s katerimi živim, s katerimi se srečujem in predvsem tiste ljudi, za katere vem, da so v stiski in potrebujejo Božjo pomoč. To, kar verjamem, je, da Bog prihaja v naše življenje in da prihaja v tiste stvari, ki sem mu jih izročila. Čeprav na hitro ni nekih velikih sprememb, pa verjamem, da Bog dela in v sebi, v meni, v moji notranjosti ostaja en mir, ena gotovost, da me Bog ljubi in da me spremlja povsod in bo tudi poskrbel za vse. Lep pozdrav, moje ime je Ambrož. Danes bi vam rad večkrat povedal o Evharistiji oziroma o Božji navzočnosti, o Kristusovi navzočnosti. Meni kot mlademu predvsem pomeni torej Božja navzočnost pri samem darovanju oziroma se mi zdi taka en lepših delov svete maše. Zdi se mi tudi zelo pomemben, da nismo samo kot neki pasivni kristjani oziroma iz moje lastne izkušnje povem, da lahko povem, da sem veliko časa bil in v bistvu samo pričakoval, da bo pač Bog nekak aktiven člen najnega odnosa, jaz pa sam pasiven. In se mi zdi, da sem v zadnjem času nek tak preobrat naredil, da se zavedam, da moram biti tudi jaz aktiven pri sveti maši. V smislu, da če dam sam primer darovanja, da sem se sposoben darovati tako kot pač Bog, da sem sposoben na oltar položiti vse moje dobre stvari, se Bogu zahvaliti za vse, kar imam, za vse darove, za vas blagoslov in pa seveda na oltar tudi darovati vse slabe stvari, v smislu vse moje nepopolnosti, vse moje grehe, vse moje pace. Nekak druga stvar, ki bi jo pa rad izpostavil, je pa sveto obhajilo, kar se zdi tudi zelo pomemben del svete maše. Pri svetem obhajilu bi mogoče to izpostavil, da je zelo pač pomemben, kako pač pristopamo k samem obhajilu, da pridemo res z neko ponižnostjo, da bomo prijeli samega Boga. In morda kot nek izziv ali pa kot samo eno misel, naslednjo, ko bo krize konc in boste šli k svetem obhajilu, si po obhajilu zamislite, da ste zdaj dejansko prišli v stik z Bogom in da recimo primete Jezusa za roko, kaj bi mu rekli, kaj bi mu povedali, kaj bi ga vprašali. Tako, ena taka misel, en tak izziv. In pa hvala za sodelovanje in pa za poslušanje. Hvala, da ste z nami.